Seveda pa poseben pozdrav velja tudi našim gostom. Posebej bi pozdravila naslednje goste. Podžupana občine Ljutomer, gospoda Janeza Venclja. Poslanca v Državnem zboru Republike Slovenije iz naših krajev, gospoda Franca Jurša. Prijazen pozdrav velja tudi naši Viki Potočnik, direktorici Pionirskega doma v Ljubljani in Slovenki leta 1989, še kar verjetno kakih 10 nazivov bi pa še lahko naštela. Pa naj velja samo lep pozdrav naši Viki. Prav tako bi med nami pozdravila tudi neke vrste domačinko, povezano z malo nedeljo, ampak izjemno prepoznavno Slovenko leta 2005, primarij, doktor medicine Mojco Senčar, predsednico Slovenske Evrope Done in izjemne ženske, izjemne borke proti raku na dojki. Prijazen pozdrav velja tudi županom sosednjih občin, županu Svetega Tomaža, gospodu Mirko Cvetku. Gospodu županu občine Sveti Jurij ob Ščavnici, Antonu Slana. Med nami sta tudi domači gospod župnik Tomislav Roškarič in tudi domačin gospod župnik Franček Horvat. Prijazen pozdrav pa velja tudi bivšemu glavnemu inšpektorju Republike Slovenije za šolstvo in šport, gospodu Alecu Šircu. Seveda pa velja iskren, najprej dobrodošel, dober dan in lep pozdrav vsem vam domačinom in vsem tistim, ki ste z malo nedeljo kakorkoli povezani in ste z naših krajev odšli po Sloveniji in po svetu in ste si to sobotno popoldne vzeli čas za našega Ludvika. Iskrena hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in prišli na predstavitev njegove knjige. Da ste se odločili poleg težkega kmečkega dela, ko ni bilo toliko aparatov, strojev, ki bi nam olajšali delo, tako kot danes, in poleg vseh aktivnosti, ki ste jih že takrat imeli, tudi za tako veliko delo, ki mu ni para, gotovo da ne daleč naokrog. Spoštovani brani, ker sem izvani, da nekaj povem, prvo bi se oproščal, nisem govoril, ampak bom poizkušal nekaj povedati. Vodila me je misel vedno v življenju od malih nog, sem bil privržene zgodovine, kratko moram povedati, lokalnih stvari in veste, kako si je bilo nekoč. Nekoč smo kožuhali, kot pravimo kožuhali, pelje smo česali, pa kopali v dorita, pa kosili smo in jaz seveda malček sem med ljudmi poslušal tohle vozivčine, pa mi je to grozno dosti pomenilo, pa vete zakaj. Ker sta me moja pokojna mati, moja blaga pokojna mati in oče učila tako. Veš, Ludvik, prisluhni tote ljudje so dali življenje skozi. So dali skozi vojne, mnogo jih je odišlo, solznimi očmi so šli na frontu in se niso nikar več vrnili. In pa nekaj drugo, veš, Ludvik, pogledaj, skrušeni so ti ljudje, dali so težko življenje skozi. Hudi časi so bili brez denarja in dobrin. In to je meni vlivalo tisto spoštovanje, po naravi nosim mamino naravo, čustveno naravo
in tako sem iz tega izhajal in tako sem začel delati. Tisti krat že nekaj malo, dosti pa sem si zapomnil. Tako se je začelo moje deklovanje v malih, mladostni leti. V osnovni šoli seveda je bila moja najljubši predmet zgodovina in če bi mi imel možnost iti malo mogoče naprej, bi mogoče po dejanju, bi mogoče, ampak nekaj druge. Mislim, da sem kot človek osnovnošolsko izobrazbo, laik, veliko doprinesel za naš kraj, kar je moje veliko srčno zadovoljstvo. Svetega Tomaža tukaj, ko so tudi večni boji med fanti, tako kot tudi po ostalih vaseh in krajih, odkoder prihajamo, potekale. To je ena taka zanimiva izkušnja, ki bo tudi knjigi dala en poseben pečat. Ja, tudi to sem se podal pa zaradi tega, da današnji rodovi pravzaprav izvejo, zakaj so se sovražili toliko, pravzaprav več kot 200 let. To je bilo tisti krat, ko so iz pražupni Velike nedelje in pa Gornje Rakovne, vendar tam iz Velike nedelje, nastajale manjše župnije. Tako je nastala tudi župnija Svetega Tomaža. Je pa to je bilo tako, da so se ljudje začeli nagajati in se pretepati. Postavili so eno malo kapelico in tam svoje tisti slip Svetemu Tomažu, so pa prišli malo nedeljčani, ker je bilo to nekoč Velika nedelja in Mala nedelja, to mislim, ni bilo Svetega Tomaža še takrat, in so šli malo nedeljčani tja, pa so tam tisto kapelico podrli. Pa so tam seveda po domačem nabili domačine, ampak pa so postavili v svoje bukevce, noter so postavili kapelico, ti so odnesli tam, postavili so pa prišli Veliko nedeljčani, pa so to ta obisk pretepaški vrnuli. In tako se je to začelo, bila pa sta kriva Graščaka, grof Mur iz Gornje Rakovne in pa iz Ormoža, gospod Adam Petej. In tako je se to začelo, bila sta tudi vmes gospoda župnika, obeh župni, je pač tako bilo in tako je nastalo tisto sovraštvo in tisti zaničevalni izrek je bil Patoglavci in Sekulovci. Patoglavci so bili malo nedeljčani, ki so Paglavci mali, Sekulovci pa so rekli, da so od Svetega Tomaža pravzaprav iz Velike nedelje takrat. In to je bilo od leto 1716. leta in od takrat do druge svetovne vojne je to trajalo. Seveda je bilo to vmes alkoholne motnje, in so ljudje se pretepali in niso vedeli, zakaj pravzaprav to pa tisti Aubiks in to je bilo že povod za pretepaštvo. Tako je to ne prav, želel sem, da se to prikaže v drugi luči, da ljudje bi vse, da je to, hvala Bogu, po drugi svetovni vojni minilo, ampak je to vzeto iz naše župnijske kronike, povzeto pa je iz škofijskih arhivov v Gradcu. Hvala.